Najprej sem leta 2010 odšel na prostovoljno služenje vojaškega roka, potem sem se pa oktobra 2010 zaposlil kot profesionalni vojak in decembra prišel v 460. artilerijski bataljon v Postojni. Najprej sem bil zaposlen kot habičar, potem sem opravil pa še usposabljanje za topografa. V 460. artilerijskem bataljonu sem se udeležil dveh streljanj v Nemčiji ter to znanje tudi izkoristil za misijo KFOR kontingenta 27. Lansko leto sem se pa tudi udeležil vojaške vaje v Nemčiji. Z usposabljanjem v tujini sem pridobil dodatna znanja, izkušnje, spoznal nove kulture ter pridobil nova prijateljstva, kar mi bo prav gotovo koristilo tudi v nadaljnji karieri v Slovenski vojski. Z mojim delom v tujini in v enoti, ki so ga opazili tudi moji nadrejeni, sem si za leto 2013 prislužil naziv najboljšega vojaka v Slovenski vojski. Naziv najboljšega vojaka mi toliko več pomeni, ker vem, da v Slovenski vojski je veliko število vojakov, ki prav tako zelo dobro upravljajo delo. Aprila letos sem že dobil priznanje za najboljšega vojaka Rodovskega bataljona 1. brigade, tako da me je to priznanje za najboljšega vojaka Slovenske vojske še toliko bolj presenetilo. Prav tako sem ponosen danes, da sem lahko kot pripadnik Slovenske vojske večkrat pomagal pri odpravljanju posledic naravnih nesreč. V prihodnje si želim delati še vedno v takem dobrem kolektivu, z dobrimi odnosi, ter se udeležiti še raznih usposabljanj v tujini ter kakšnih mednarodnih misij. Želja mi je po pridobitvi čina poddesetnik ter v prihodnosti usposabljanja oziroma izobraževanja na šoli za podčastnike. Ker vem, da veliko mladih razmišlja o delu in karieri v Slovenski vojski, vas vabim, da pridete v dobre vrste in boste lahko tudi vi ponosni nase, tako kot sem jaz.